kasneje bom jaz tudi na mojem profilu objavil, ker šeram lahko v živo ne morem oddajati. Zdaj pa tako v drugem delu, ja, prosim, če lahko malo tišine, ker smo začeli, smo v živo. Se pravi, smo v tem delu, kjer bomo govorili o načinu, kako nam mediji sporočajo, naj se cepimo oziroma naj se ne cepimo. Bomo pregledali zanimiv zapis, najprej gospe Mojce Hanžek, potem bo debata 30 minut, potem bomo pregledali še pravilnik o oglaševanju zdravil. Preden pa začnemo, je pa izrazila še naša članica Nancy, ker se ji modi na druge sestanke, je prosila za besedo in ima za vse nas eno sporočilo. Tako da Nancy, lepo prosim, izvoli in sporoči našim članom. Hvala za besedo, pa še enkrat pozdrav. Jaz bi želela, da mi, člani društva Belize, smo glasniki resnice, poštenosti, prave informacije, ki temelji na uradnih sklepih uradnih organov. To pomeni, da pripravimo izvleček, kako je Državni zbor sprejemal zakon o nalezljivih boleznih, kaj je Ustavno sodišče reklo in kakšen je bil zaključni sklep in epilog iz tega ven, da je to vse nezakonito in da se ljudje lahko mirne vesti, brez problema odločajo, da ne izvajajo ne testiranja, niti da nosijo maske in imajo pravno podlago črno na belem, da se temu lahko uprejo. Napisali bomo, da ne smejo ničesar sprejeti, če pride inšpekcija, lahko samo zahtevamo, da nam po uradni pošti pošljejo. V tem času pa bomo pripravili tudi dokument, pa se jih je bilo že na stotine napisanih, ampak kako naredijo ugovor, zato da človek, čevljar recimo ima pred sabo list papirja, če bo inšpektor prišel, jaz bom sam tole napisal in bom v bistvu zavarovan in me ne bo glava bolela, a je to uradno ali ni. Zdaj je res nastopil čas, ko imamo črno na belem, da zakon ne velja, samo to, kar je res naša naloga, za kar smo se tudi ustanovili, da smo glasniki tega in da to širimo. In da bi vsak dobil pošto, da bi tisto težo do 100 gramov dal, kar je kar precej listov noter, da se razdelimo, da se pa nekako povežemo po občinah ali kakorkoli, ali po ulicah, skratka, da si razdelimo teritorij in da šibamo naokrog in vsem to osebno izročamo, ker samo živa beseda nam ostane, druge variante nimamo. Cepiv ne bodo umaknili, oni bodo še naprej pozivali PCT in ne vem kaj še vse, ampak ne izvajalcem glasbenih prireditev, niti gostincev v hotel Mantova so rekli, mi smo gostinci, mi nimamo kompetenc, niti po nobenih regulatornih pravilih ne smemo zahtevati od gosta, da se legitimira, ali ima to ali nima. Tako da na terenu je že dosti ljudi, ki so seznanjeni, zdaj pa treba samo to povečati in mi smo glasniki, vi ne boste mogli verjeti, kakšno plemenito delo bomo opravili in rešili marsikakšno mamico, marsikakšnega otroka, vse ljudi, ki zdaj strahujejo, kako se bodo testirali in kako se bodo obranili cepljenju. O cepljenju bomo pa še naslednjič kaj več razdelali, zdaj moramo samo to pokazati, maske pa testiranje. No, vsem vse dobro in res potrudite se, da z lastno besedo širite resnico, ker samo to nam ostane. Mi lahko vpijemo, morajo nehati cepiti, ne bodo. Sami se moramo odločiti in reči, gremo se cepiti in oni to čakajo, silijo vas pa z raznimi prireditvami. Ne se dati premagati, bodimo močni, resnica je najmočnejša in resnica ima moč, ima energijo in je tudi zmaga. Hvala lepa. Pravi, Nancy, iskrena hvala za to opogumljajočo besedo, za vse te izjave, ki še kako držijo in za katerimi društvo z vsemi svojimi člani, verjamem, da močno stoji. Kljub drobnim usklajevanjem, ki jih imamo zdaj, upam, da nam boste stali ob strani z vsem tem. Ko vam bomo dali še kakšne pripombe preko elektronske pošte, bi bilo lepo, da sodelujemo vsi skupaj z predlogi, z željami in tako naprej. Skratka, naše poslanstvo, za katerega smo tukaj,
pa gre naprej. No, ta drugi del je posvečen nasilnemu oglaševanju s cepivi. In preden začnem, bi najprej pohvalil našega člana, ki mi je ravno kar po mailu poslal vezano na prvi del našega druženja iz prve ure, in sicer je pripravil en tak grob osnutek, kako naj bi izgledali informacije za začetnike, informacije za tiste, ki se malo že spoznajo, način delovanja društva, vso zakonodajo in en tak list, o katerem je zdajle tudi govorila Nancy in je tukaj v našem prostoru, smo se o tem tudi pogovarjali. Verjamem, da tudi vi med seboj, da je treba imeti vedno zraven 2-3 kopije, 4-5, odvisno od tega, koliko ljudi se sreča, na katere urade gremo in potem tem ljudem tam to izročimo, naj si pogledajo, naj se informirajo. Nancy, hvala, srečno. Dio. Torej, hvala še enkrat Samotu za to poslano idejo, bomo to predelali v društvu, pa bom jaz posredoval naprej. Toliko lahko obljubim. Zdaj pa gremo naprej z našim programom. Z možem poslušava RTV, prvi dnevnik. O ja, slišiva. Slišiva, kaj nam povedo. In sva slišala, ne samo poslušala. To je razlika. Novinar govori o pozitivnih med cepljenimi in necepljenimi. No, pa vam bom razložila njegovo povedano nebulozo, ki je verjetno večina ljudi niti ni zaznala. Pozitivne se vsaj enkrat, kolikor je meni znano, zaznava s testi. Ne z bajanjem, ne z gledanjem v stekleno kroglo, ne z vrenjem vode v mehurju in tako dalje. Nadaljujmo. Kako zaznajo pozitivne med cepljenimi? Tako, da se necepljeni morajo testirati na 48 ur. Cepljeni pa se ne rabijo testirati. A ste razumeli? Cepljeni se ne hodijo testirati, ker se ne rabijo testirati. Zdaj pa vprašanje. Kako bi torej lahko zaznali visoko število pozitivnih med njimi? Ne morejo ga zaznati, a ne? Še dobro, da mi možgani delajo 100 na uro. Da se upirajo temu stanju. Hvala planetom, da so mi ob rojstvu zapekli to danost. Hvala, hvala, hvala. A ja, še to. Ne razumem tistih, ki so se cepili, da se kdorkoli med njimi sploh gre testirati. Ali ga v to silijo? To pove vse o tem čudnem, nebulozno prizadetem stanju in o osebkih, ki to na kakršen koli način podpirajo. Mojca Hanžek, hvala za ta zapis, ki ga zaključi Amen to that, poudarek na amen. Ok, kar se tiče, se pravi, tega zapisa, je res, to se pravi, enkratni intelektualni in mentalni zmazek, ki nam ga poročajo preko televizij, preko zaslonov in ljudje smo včasih prav zmedeni. Enkrat je tako, drugič je tako, vsak teden se menja režim, vsak teden se menjajo odloki, dekreti, navodila. Zanimive stvari doživljamo. No, jaz sem ta teden v zvezi s tem, ker sem opazil, da se oglašujejo zdravila, ampak pri nobenem oglasu se več ne pojavi napis v rdečem okvirju ali v modrem okvirju, pri katerem mora biti opremljen napis tudi z govorom. V primeru nejasnosti, oziroma to se posvetujte z zdravnikom in tako, kot je bilo pač za vse te zdravila vedno pri oglaševanju namenjeno. To je naenkrat čudežno zginilo pri cepivih. Naenkrat tega ni. Glede na to opazko, ki se intenzivno pojavlja. Opazil sem tudi, da je cel dnevnik, recimo Pop TV, A kanal, RTV Slovenija, 45% časa se namenja epidemiji, govora o cepivu, posredno, neposredno, tudi v takih stvarih, ki smo jih zdaj slišali s tem zapisom. In nikjer ne piše, da je to plačana reklama za cepiva. Nikjer ni to označeno. Zato sem šel gledati v pravilnik. Pravilnik, ki sem vam ga tudi v vabilu poslal,
to je pravilnik iz Uradnega lista Republike Slovenije o oglaševanju zdravil. Jaz bom preletel na kratko te člene, potem pa bomo odprli debato in predebatirali skupaj, kako to zadevo lahko razumemo. Ta pravilnik je bil izdan 24.12.2010 in sicer področje, ki ga ureja ta pravilnik, ureja podrobnejše pogoje in način oglaševanja zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini. In drugi člen, opredelitev oglaševanja. Oglaševanja zdravil so vse oblike obveščanja, vključno z obveščanjem od vrat do vrat, propagiranjem ali spodbujanjem, ki je namenjeno pospeševanju predpisovanja, izdajanja, prodaje in uporabe zdravil. Prej smo bili priče, ko je Viljana povedala, da v Supernovi v Mariboru, tam sred trgovine, medicinska sestra in zdravnica nagovarjajo mlade, kar je nedopustno. Tak mrežni marketing, jaz rečem, da so nam ugrabili. V Evroparku, hvala lepa, v Evroparku v Mariboru, pa tudi kje drugje po Sloveniji, verjamem, da se na isti način to dogaja. Največji prodajni center vam pa zaupam, kje je, po navodilih ministra za zdravje, katerega navodila sem prebral in vam jih bom v naslednjih dnevih tudi posredoval z pisnim protestom, ker vam bom dal navodila, kako, lepo prosim, da bo za sodelovanje, kako bomo tej zadevi pristopili. Ne bom povedal zdaj kompletne strategije, ampak vas bom obvestil člane po elektronski pošti. Hvala lepa. Hvala lepa. Drugi člen tega pravilnika govori o opredelitvi oglaševanja. Dve vrsti oglaševanja sta, se pravi, gre za širšo javnost in za strokovno javnost. In ta pravilnik deli širšo javnost, se pravi nas, civilne ljudi, in pa strokovno javnost, ljudi, ki se s tem profesionalno ukvarjajo. V tretjem členu opredeli širšo javnost kot laične skupine in posameznike, ki ne pripadajo strokovni javnosti, kot jo opredeljuje ta pravilnik. Strokovna javnost so osebe pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil. Četrti člen govori o obsegu oglaševanja. Oglaševanje v širši javnosti so vse promocijske oblike in načini obveščanja laičnih skupin in posameznikov. Za strokovno javnost so pa potem, se pravi, čist druge stvari, organizacija promocijskih srečanj in tako naprej. Peti člen. Izključitev iz obsega oglaševanja. Česa vse se pravzaprav ne šteje kot oglas. Kaj se ne šteje kot oglas? Izključitev. Za oglaševanje oziroma oglaševalska gradiva se ne štejejo ovojnina in navodilo za uporabo zdravila, odobreni na dovoljenju za promet z zdravilom. Moment, nekaj sem prebral. Se pravi, odobreni v dovoljenju za promet z zdravilom. Preden nadaljujem pod vprašanje, ali je cepivo zdravilo, drugo vprašanje, ali ima dovoljenje za promet. In če vlada Republike Slovenije to širi, mene zanima, kje ima dokument z odobrenjem, da to sme početi. Namreč tukaj, kot bomo videli naprej, kaj se zahteva. Se pravi, ali je to zdravilo in ali ima dovoljenje. Alineja 2. Informativne objave v zvezi z odobrenimi spremembami na ovojnini, opozorila o neželenih učinkih in drugih splošnih previdnostnih ukrepih z namenom varnejše in učinkovitejše uporabe zdravila. Izključitev iz obsega oglaševanja, gre tudi prodajni katalogi in ceniki in tako naprej, korespondence o specifičnih vprašanjih glede določenega zdravila, vključno s priloženimi gradivi, ki niso promocijske narave. Objave in gradiva institucije, se pravi NIJZ, kar objavlja pooblaščene za pripravo programov za preprečevanje, obvladovanje, odstranitev, eliminacijo in izkoreninjenje nalezljivih bolezni, o možnostih cepljenja proti posameznim boleznih, pri katerih niso neposredno omenjena posamezna cepiva, njihovo učinkovanje in druge specifične lastnosti. Preberem ponovno.
nalezljivih boleznih, o možnosti cepljenja proti posameznim boleznim, pri katerih niso neposredno omenjena posamezna cepiva, njihovo učinkovanje in druge specifične lastnosti. Kar počes obljubljati, da cepivo, da je to edina rešilna bilka proti covidu, da ima ali nima specifičnih lastnosti, kjer še sploh ni študij narejenih, kjer smo ljudje testni zajčki in tako naprej, skratka je nedopustno to, kar se mene tiče. Zdaj smo prišli pa do drugega poglavja, kjer piše pogoji oglaševanja. Se pravi, tukaj so ta splošna uvodna načela, potem pa pogoji oglaševanja. 6. člen govori dovoljenje za promet z zdravilom. Mislim, da je vredno, da prisluhnemo temu stavku. Dovoljeno je samo oglaševanje tistih zdravil, ki imajo dovoljenje za promet z zdravilom v skladu z zakonom o zdravilih, uradni list, številka 31/06 in 45/08, v nadaljnjem besedilu zakon. Zakon. Dovoljeno je samo oglaševanje tistih zdravil, ki imajo dovoljenje za promet. Zato bi jaz rad videl od Vlade Republike Slovenije dokument s tem dovoljenjem. In da to vlada prodaja, to je potem še ena čudna zadeva, ker to ni njihov domet. Tudi če gre za epidemijo, so zato druge inštitucije in drugi ljudje in drugi strokovnjaki. Vlada je postavljena za čist druge stvari. Naprej. Vse lastnosti zdravila morajo biti predstavljene uravnoteženo. To, kar mi poslušamo zadnje leto in pol, oziroma že več, se mi zdi vse prej kot uravnoteženo. 8. člen govori o smotrni in varni uporabi zdravila. Oglaševanje zdravila mora spodbujati njegovo smotrno in varno uporabo, tako da je predstavljeno objektivno in brez pretiravanja o njegovih lastnostih. Ok. Drugi odstavek, za doseganje cilja iz prejšnjega odstavka, ki govori brez pretiravanja o njegovih lastnostih in varni uporabi, lahko organ pristojen za zdravila v postopku pridobitve ali vzdrževanja dovoljenja za promet z zdravilom zahteva posebna opozorila, ki morajo biti del vsakega posameznega oglaševanja. Dragi moji, vsakega posameznega oglaševanja, kadar gre za smotrno in varno uporabo zdravil. Če pogledate zdajle oglaševanje po televiziji, po pisanih medijih, po digitalnih medijih, ali je vsako posamezno oglaševanje urejeno tako, da ima okvir in opozorilo in druge stvari. To se pravi, to je veliko vprašanje. 9. člen govori o zavajajočem oglaševanju. A lahko nekdo ima mikrofon vključen, ga lahko izključi? Zdenka, mislim, da imaš ti mikrofon vključen ali nekdo. Hvala. Zavajajoče oglaševanje ne sme biti zavajajoče glede morebitnih koristi ali tveganj pri uporabi zdravila. Pazite, dve besedi. Oglaševanje ne sme biti zavajajoče glede morebitnih koristi ali tveganj pri uporabi zdravila, pri čemer je treba upoštevati celovitost oglasa in vtis sporočila. To, kar smo videli, jaz sem delil prejšnji teden na svoji strani od Edvarda Kadiča reklamna sporočila, ki jih pripravljajo, torej se pravi večina mojih prijateljev na omrežju, na Facebook omrežju se je zgražalo, zadeva se je na veliko delila, kakšne zgodbe je človek pisal, da bi psihološko pretental z oglasi mlade, kako naj se grejo cepiti. Bral sem tiste zgodbe. Žal mi je, da ta gospod, ki dela v bistvu spodbujanje, poslovno spodbujanje, kjer v bistvu ljudi opogumlja na njihovi poti, da se je odločil, da vladi pomaga in pomaga pri tem, ker to, kar sem bral, je več kot sprevrženo. 10. člen
govori o zaščiti slovenskega jezika, o tem ne bi, ampak 11. člen, ki je pa zelo pomemben, govori pa o odgovornosti. Ta člen bom zelo počasi in jasno prebral. Za zagotavljanje skladnosti oglaševanja s tem pravilnikom je odgovoren predvsem imetnik dovoljenja za promet z zdravilom. Ponavljam, rad bi videl dovoljenje za promet Vlade Republike Slovenije, ali imajo sploh dovoljenje. Je odgovoren imetnik dovoljenja z zdravilom oziroma naročnik oglaševanja. Zavedam se, da je naročnik oglaševanja Vlada Republike Slovenije. Vendar je za neupoštevanje določb o oglaševanju zdravil, pazite, odgovorna katerakoli oseba, ki je vpletena v nepravilno promocijo zdravil. Kaj zdaj to pomeni? Vsak zdravnik, ki nagovarja v to cepljenje, za katerega nima pojma, kaj je noter, za katerega ne ve, kakšni bojo stranski učinki, ne ve niti vsebine in je vpleten v nepravilno promocijo zdravil v kliničnem centru, prodajnih centrih, medijsko, kakorkoli drugače, da ne govorim o dr. Beovičevi znanstvenici, a ne, kakšno promocijo dela in o drugih osebkih, jih ne morem drugače omeniti. Vsi ti ljudje so po 11. členu odgovorni. Vsak posebej, hvala lepa, vsak posebej bo odgovarjal. Povem vam, če srečate zdravnika, če srečate človeka, ki vas nagovarja v cepljenje, ki je svobodna izbira in vas prepričuje, tak človek je odgovoren. Ker je vpleten v nepravilno promocijo zdravil, kot govori 11. člen. Prišli smo do 3. poglavja, ki govori o oglaševanju v širši javnosti, to se pravi, širša javnost smo pa mi vsi tukaj zbrani in pa seveda vsi ostali, ki niso specialisti za poznavanje zdravil in za prodajo zdravil ali kakršnokoli drugo svetovanje okoli tega. V širši javnosti je dovoljeno oglaševati le zdravila, ki se izdajajo brez recepta in za katera v dovoljenju za promet z zdravilom tako določi organ, pristojen za zdravila. Točka 1. Točka 2. Prepovedano je oglaševanje in objavljanje informacij v širši javnosti v zdravilih, ki vsebujejo psihotropne ali narkotične snovi iz mednarodnih konvencij, kakor sta Enotna konvencija Združenih narodov o mamilih, Konvencija Združenih narodov psihotnih snovi iz leta 1971. Prepovedano je oglaševanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki se lahko uporabljajo kot pospeševalci rasti ali spodbojevalci proizvodnosti, naprimer rastni hormoni, beta agonisti, tireostatiki, goveji somatropini in tako naprej. 13. člen, pogoji oglaševanja v širši javnosti. Kakšni so pogoji? To se pravi, tukaj so postavljeni, to je člen, ki govori o pogojih. Oglaševanje zdravil v širši javnosti mora biti izvedeno tako, da je oglaševalni značaj sporočila jasno prepoznaven in da je izdelek nedvoumno predstavljen kot zdravilo. Vprašanje v zvezi s tem, ali je to cepivo zdravilo ali je terapija. O tem nekaj že vemo, a ne? Treba je stvari postaviti na svoje mesto, ker zdaj obstaja zmešnjava na vseh področjih. Na znanstvenem, če se mu tako lahko reče, na intelektualnem, na medijskem področju, v družbi je kompletna zmedenost. Nihče več ne ve, kaj je njegova pristojnost. To, da te carinik na meji vpraša za PCR testa, pa blagajničarka v Interšparu, to je katastrofa, ker presegata svoja pooblastila. To, da se policist vtika v zakon o nalezljivih boleznih, kjer so natančno določene v 5. členu zakona o nalezljivih boleznih, kdo je pristojen za izvajanje zakona in da se ta pooblastila širijo do zadnjega policista in do zadnjega blagajničarke, je sramotno za našo državo. Sramotno. No. 14. člen, vsebina oglaševanja v širši javnosti. Oglaševanje vsakega zdravila brez recepta v širši javnosti mora vsebovati najmanj naslednje podatke.
Označil sem si samo 2, da ne berem vsega dolgega člena, in sicer vidno in čitljivo pisno, slikovno in govorno opozorilo o pomenu navodila za uporabo, ki je priloženo zdravilu in se glasi: pri zdravilu za uporabo v humani medicini. To je tisto, kar sem prej govoril. Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Ok, prideš k zdravniku, kaj reče? Da te ne bo sprejel, če nimaš PCT, če nimaš tega. Katastrofa. Ne zna povedati, kakšna so tveganja, kakšni so neželeni učinki cepljenja in testov. Seveda ne more, zaradi tega, ker je to vse tako novo, zaradi tega, ker povzročajo take učinke, ki jih dejansko nihče ne želi nositi, če bi izvedel zanje. Tako da ta agenda ali ta plandemija ima svoje pasti, na katere bodite pozorni. Če želite na koncert, ga gledajte doma raje iz zaslona, kot da tam delate test v nos ali pa se cepite. Nikar. Zdravje je samo eno, telo naše je samo eno in to je naš tempelj duha in ga moramo čuvati. Hvala lepa. V drugi točki vsebine oglaševanja širši javnosti člen pravi: pisno opozorilo iz prejšnjega odstavka, ki sem ga ravno kar prebral, mora biti navedeno. Pazite, vsak članek v revijah, na spletu, televiziji, v dnevniku bi moglo biti v okvirju, mora biti poudarjeno, naprimer krepko, barvno, izstopajoče v okvirju, da ne naštevam tukaj celo vrstico, v velikosti najmanj 1/10 velikosti oglasa in v ustrezni velikosti črk, tako da ga je mogoče brez težav prebrati in ga ni mogoče spregledati. Tukaj pa ne samo, da ga ni mogoče spregledati, sploh tega ni. Sploh tega ni. Katastrofa. No? Pri televizijskih oglasih mora biti opozorilo na ekranu samostojno ter podano v slikovni, se pravi, in govorni obliki. Govorno opozorilo mora biti povedano v knjižnem jeziku, razločno in razumljivo in mora zagotoviti resnost sporočila. Pri oglasih na elektronskih medijih mora biti opozorilo prikazano kot sestavni del glavne strani oglasa in ne kot povezava na njo. Biti mora poudarjeno, pa spet pravi tukaj zakon oziroma 14. člen, ki govori o vsebini oglaševanja širši javnosti, tak okvir krepko, barvno izstopajoče in v okvirju. V velikosti, ki pri prikazu na celotnem zaslonu ni manjše od 1/4 zaslona in z velikostjo črk, ki ni manjša od 1/10 stranice polja opozorila. V glavnem, kje ste inšpektorji, kje ste odgovorne osebe, organi za preganjanje takega oglaševanja, kjer je vsak dnevnik, vsako sporočilo, ki bi moralo to imeti, vsak časopisni oglas, vsak članek bi moral imeti to opozorilo za ta cepiva, pa tega ni videti. Se pravi, gre za prikrito, goljufivo sporočanje ljudem, naj se cepijo. Nedopustno. Nedopustno. 15. člen pa govori sedaj o prepovedi za oglaševanje v širši javnosti. Oglaševanje zdravil brez recepta v širši javnosti ne sme vsebovati podatkov, ki, zdaj grejo pa po alinejah, dajejo vtis, da sta posvet zdravnikov oziroma veterinarjem ali kirurški poseg nepotrebna, zlasti s pripisovanjem diagnoze ali predlogom zdravljenja po pošti. O moj bog, ki dajejo vtis, da sta posvet zdravnikom nepotrebna. Si zamislite to. Druga alineja. Nakazujejo, da so učinki jemanja zdravila absolutno zagotovljeni. Da zdravilo nima neželenih učinkov, vse je varno, vse je dobro, injekcije, vse super. Ali pa da je boljše kakor drugo zdravilo, ali enakovredno drugemu zdravljenju ali drugemu zdravilu. Ponavljam, 15. člen, prepovedi za oglaševanje v širši javnosti. Jasno piše. In ko to berem in primerjam, kar gledam, kar berem, kar poslušam, je ravno obratno. Kako je to mogoče? Kako je to mogoče, da je do tega prišlo v roku slabega leta?
Ali noben zakon več ne velja, nobena uredba, noben pravilnik, velja še samo siva cona proti koronski paketi, ki nimajo nobene veze s pravno podlago, ki so izmišljeni. Epidemije ni razpisana, niti je ni videti. Zakaj pravzaprav pri celotni stvari gre? A imamo dve vladi, imamo dva zakona, za katerega se bomo odločili. Pa kdo bo močnejši, kdo bo koga kaj prepričal? Kje živimo, ljudje božji? Prepoved oglaševanja v širši javnosti ima naslednje alineje, ki si jih zapomnite. Prepoved za zdravila, ki nakazujejo, da se zdravje osebe ali živali lahko izboljša le zaradi jemanja oglaševanega zdravila. Samo to bo rešilo vašega kužka, samo to bo rešilo vašega otroka, vašega soproga, samo to bo rešilo človeštvo, samo to bo rešilo Slovence. Katastrofa. Naslednja alineja. Prepoved za zdravila, ki nakazujejo, da bi se zdravje osebe ali živali lahko brez jemanja oglaševanega zdravila poslabšalo. Ta prepoved se ne uporablja za programe cepljenja in oglaševanja cepiv v skladu s 24. členom tega pravilnika. Tukaj je pa zanimivo. Ta prepoved se ne uporablja za programe cepljenja in oglaševanja cepiv v skladu s 24. členom tega pravilnika. Gremo pogledati 24. člen, ki je zelo zanimiv. Ok, 24. člen pravi oglaševanje cepiv, to je v poglavju 6, in pravi tako: oglaševanje zdravil, ki se uporabljajo pri programih cepljenja širši javnosti, lahko dovoli organ pristojen za zdravila. Se pravi, jaz bi še enkrat poudarjam, pri vladi rad videl dovoljenje, program cepljenja za oglaševanje in se pravi dokument, ki je pristojen, ki je izdal ta dokument vladi, da lahko to počne in oglašuje, kot oglašuje. Alineja 2, oglaševanje cepiv. Vsako dovoljeno oglaševanje iz prejšnjega odstavka mora vključevati opozorilo. Poslušajte, pred cepljenjem se o tveganju in neželenih učinkih posvetujte z zdravnikom. Ja, kjer zdravnik vam pa kaj o tem cepivu ve povedati? Ja, pravi naša članica, pove vsak, ampak samo reklamo. Ja. O kakšnih neželenih učinkih ni govora, zaradi tega, ker jih niti ne poznajo. Se pravi, kaj naj si mislim o tem členu, ki mora smiselno izpolnjevati pogoje, ki so opredeljeni v 14. členu tega pravilnika. Poglejmo nazaj 14. člen tega pravilnika, ki smo ga pa ravno kar brali. In beremo naprej te alineje, se pravi, zdaj pa ta tematika, ki je zelo aktualna, prepovedi za oglaševanje v širši javnosti je prepoved za vsa zdravila, ki so usmerjena izključno in pretežno k otrokom. A sem jaz to prav prebral? Ja. 15. člen prepovedi za oglaševanje v širši javnosti. Govori o oglaševanju, ki so usmerjeni izključno ali pretežno otrokom. Jaz ne vem, ali sem jaz nepismen, ali stvari ne razumem, ali narobe berem. Stvari so jasno napisane. Živimo pa čisto v enem sporednem svetu, v neki matrici, ki teh zakonitosti sploh več ni. Prepovedano je oglaševanje za zdravila, ki se sklicujejo na priporočila znanstvenikov, strokovnjakov z področja humane oziroma veterinarske medicine ali v javnosti znanih drugih oseb, ki bi zaradi svojega medijskega vpliva lahko spodbujali uporabo zdravil. Dragi moji, tukaj pa cela vojna. Sami znanstveniki, sami, ne vem, doktori česa, ne vem česa, ki se sklicujejo in priporočajo cepljenje. A veste, da je to prepovedano, tako zdravilo sploh oglaševati in tudi taka sporočila, ki jih taki ljudje posredno nakazujejo oziroma sporočajo širši javnosti. Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki jih uporabljajo neprimerne, vznemirljive ali zavajajoče izraze o možnostih okrevanja, uporabljajo neprimerne
skrb vzbujajoče ali zavajajoče izraze, slikovne predstavitve, delovanje zdravila na človeško ali živalsko telo ali na dele telesa. Dragi moji, kakšnim slikam smo mi priče pri oglaševanju? Kaj vse nam pokažejo? A veste, in to je prepovedano. Prepovedano je neposredno razdeljevanje zdravil končnim uporabnikom v promocijske namene. Ok, tle vmes je promocija, ampak ni direktnega razdeljevanja, ampak šut v roko, v levo roko, zavihajmo rokav v tem smislu. Katastrofa. Kar se tega pravilnika tiče, bi četrto poglavje, oglaševanje strokovni javnosti, to zadevo bi izpustil, ker je to za strokovnjake, ki se tega pravilnika absolutno ne držijo. Bi pa se dotaknil 5. poglavja, to je od 23. člena naprej, strokovnih služb, strokovna služba. Tukaj pa piše v 1. členu oziroma v 1. odstavku 23. člena, imetniki dovoljenj za promet z zdravilom morajo imeti organizirano službo, ki skrbi za pripravo informacij o zdravilih, ki jih dajajo v promet. Kdo so ti imetniki dovoljenj za promet z zdravilom in kdo so te službe, ki skrbijo za pripravo informacij o zdravilih, ki jih dajajo v promet? To so najbolj odgovorni ljudje v državi, ki jih veže zakon. To je 23. člen, evo tukaj piše, 23. člen. 23. člen jasno pove, da morajo ti ljudje skrbeti za ta zakon. Odgovorna oseba imetnika dovoljenja za promet z zdravilom mora, dvopičje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali nej. Upam, da boste vzdržali. Odgovorna oseba imetnika, se pravi, mora zagotoviti, da so organu pristojnemu za nadzor nad oglaševanjem zdravil in drugim organom nadzora na razpolago vzorci vseh promocijskih materialov, skupaj z navedbo ciljnih skupin, ki so jim bili namenjeni, z načinom razpošiljanja in datum prvega razpošiljanja. Alineja 2. Zagotoviti vodenje evidence o posrednih brezplačnih vzorcih zdravil, ki mora vsebovati pisne prošnje pooblaščenih oseb za predpisovanje zdravil v skladu s 4. alinejo. Zagotoviti, da se zdravila oglašujejo v skladu s tem pravilnikom. Strokovna služba mora zagotoviti, da se vsa zdravila oglašujejo v skladu s tem pravilnikom. Kje ste strokovnjaki? Kje ste strokovnjaki? Voditi seznam strokovnih sodelavcev, ki oglašujejo zdravila z neposrednim obveščanjem oseb, ki so pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil, s podatkom o njihovi izobrazbi. Ponovno preberem to alinejo. Strokovna služba mora voditi seznam strokovnih sodelavcev, ki oglašujejo zdravila z neposrednim obveščanjem oseb, ki so pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil, s podatkom o njihovi izobrazbi. Če tak seznam obstaja in če je kakšen od naših članov pri volji, bi lepo prosil, da piše na službo, ki je odgovorna kot strokovna služba za pripravo informacij o zdravilih, ki jih dajejo v promet, dopis za ljudi, ki so tam zaposleni, za njihovo izobrazbo in za njihove odgovornosti iz tega pravilnika. In zakaj je na terenu tako, kot je, in zakaj se ne držijo mediji, ki to oglašujejo, tega zakona. To je nujno sprožiti, nujno narediti. O oglaševanju cepiv 24. člen, ki govori v 6. poglavju, oglaševanje cepiv smo ravno kar prebrali, ampak samo do 2. odstavka, zato bom nadaljeval pri 3. odstavku. Zdravila, ki se uporabljajo pri programih cepljenja, se lahko oglašujejo širši javnosti le z mednarodnimi nelastniškimi imeni. Kako se cepiva oglašujejo? Vsemi možnimi imeni, ki tukaj vse prepove, a ne? Javnosti le z mednarodnimi nelastniškimi imeni. Mi pa govorimo o Pfizerju, o Moderni, o ne vem čem, se pravi, to so vse lastniška imena. Zakaj je ta zakon napisan? Ne vem, za zrak, za vodo. Oglaševanje zdravil,
ki se uporabljajo pri programih cepljenja, mora vsebovati informacije o vseh zdravilih z isto indikacijo, ki so pristojna na trgu v Republiki Sloveniji. Zdaj, glede na to, da kontraindikacij pri cepivih takšnih, dokler smo jih zdaj zaznali, ni, ker se bo to pokazalo skozi čas, niti nimamo informacije o vseh drugih zdravilih z isto indikacijo, ker so ta zdravila NMRA, popolnoma nova zdravila, ki sploh niso zdravila, ampak terapija. In je tu zdaj veliko vprašanje, kako ta zakon sploh si interpretirati. 25. člen govori o odobritvi oglaševanja cepiv. Za predhodno odobritev oglaševanja iz prejšnjega člena mora imetnik dovoljenja za promet z zdravilom pri organu, pristojnem za zdravila, vložiti vlogo, ki vsebuje spremni dopis, predlog podrobno utemeljenih oglaševalskih materialov skupaj z navedbo ciljnih skupin, načinom ter časovnim potekom oglaševanja in potrdilo o plačilu stroškov postopka in upravne takse. Odobritev oglaševanja cepiv, 25. člen. Dovoljenje za promet. To bi bilo dobro dobiti. Ljudje, v nas je moč. Imamo pravico zahtevati vse papirje, vse dokumente. Imamo pravico zahtevati, da se nam to izkaže, ker te ljudi iz naših davkov plačujemo, da delajo za nas in da delajo za dobro družbe, ne da se stvari skrivajo, da se norce delajo iz nas in da zakon, ki ga beremo, absolutno kot da bi bral, ne vem, eno futuristično stvar, ki bo šele prišla, ki sploh ne obstaja, dejansko je pa tle. Hvala. Hvala lepa. Zdaj smo pri 8. poglavju. Spremljanje oglaševanja. Spremljanje oglaševanja, dragi moji. Organ pristojen za zdravila lahko ustanovi začasno komisijo, v katero povabi strokovnjake z področja oglaševanja zdravil oziroma predstavnike zainteresirane javnosti za prostovoljno spremljanje skladnosti oglaševanja s tem pravilnikom. Ko sem jaz prebral 27. člen, sem si rekel, vse to bom sprožil pred našimi člani in to je prvi odstavek 27. člena, kjer ima zainteresirana javnost pravico za prostovoljno spremljanje skladnosti oglaševanja s tem pravilnikom. Pravico imamo zahtevati, da nam vlada posreduje vsa dovoljenja, da nam posreduje, koga plačuje, kaj plačuje in zakaj se tega pravilnika oglaševalci ne držijo in zakaj zavajajo celotno nacijo. Škoda. To moramo narediti. Prosim za pomoč, če je kdo od vas pripravljen pristopiti k tej akciji. Drugi odstavek govori na podlagi podatkov iz seznama strokovnih sodelavcev iz 5. alineje drugega odstavka 23. člena tega pravilnika. Organ, pristojen za zdravila, v okviru strokovnega nadzora opravi splošno preverjanje izpolnjevanja pogojev za strokovne sodelavce, ki upravljajo delo pri imetnikih dovoljenj za promet z zdravilom. Imamo zakon, imamo zakonska pooblastila, imamo vse v rokah in jaz za zaključek tega še 8. člen na koncu preberem, ker je dodan naknadno. Imetniki dovoljenj za promet z zdravilom posredujejo organu, pristojnemu za zdravila seznam strokovnih sodelavcev iz 5. alineje tega člena, tega pravilnika, najpozneje v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika. To se pravi, ko je ta pravilnik bil postavljen, so poslali pravzaprav vse v enem mesecu dovoljenja za promet, seznam strokovnih sodelavcev, tako da vse to nekje mora biti. Ker se pa seveda službe in ljudje spreminjajo, je treba dobiti najnovejši seznam in vse te ljudi hudo obsoditi, ker ne opravljajo svojega dela, ki je določeno v zakonu. Sramota. Hvala lepa, jaz sem tole predstavil. Zdaj pa odpiram debato z vašimi izkušnjami glede doživljanja vseh teh reklam, obvestil, vladnih sporočil, medijskih sporočil, internetnih,
raznih medijskih in tako naprej, odpiram debato in prosim lepo z besedo na dan. Povabljeni vsi na Zoomu, tako da je že kdo dvignil roko. Ja, dovoliš, bi jaz tudi še nekaj dodala, če dovolite. Ja, izvoli Viljana, evo tvoja beseda, izvoli. Hvala. Hvala Mihajlu, res je izčrpno poročal o tem pravilniku glede cepiv. Imamo svobodno voljo, da rečemo ne ali da rečemo da. In to svobodno voljo moramo vsi uporabljati. Jaz se spomnim, ko sem bila v porodnišnici, pa so mi ponujali ene tablete, sem prosila za tisti dodatek, zakaj je dobro in kakšne so škodljive posledice. In ko sem se to prebrala, sem rekla, preveč je škodljivih stranskih učinkov. Sem rekla, tega pa ne bom jedla. Pa so rekli, ja, podpišite odgovornost, mi smo vas opozorili, vi ne želite tega uporabljati. Pa sem podpisala odgovornost. Čez 2 dni sem bila popolnoma zdrava, vse je bilo super. Vendar, če bi jaz ta zdravila jedla, bi preko dojenja to prenesla na svojega sina. Jaz vem, kaj je odgovornost do druge osebe, tudi do sebe. Zato smo res odgovorni, najprej do sebe seveda in do vseh bližnjih, ki jih imamo radi. Ne razumem, da je pri teh cepivih taka slaba odgovornost, da vsak človek nase prevzame odgovornost, če se cepi, vse sam odgovarja, pa sploh ne ve zakaj. Niti ne ve, kaj je v cepivu, niti ne ve, kaj se bo zgodilo čez par mesecev ali čez par dni. Nič ne ve, del eksperimenta. Ampak to ljudje ne vejo. Oni so samo prestrašeni, naredili so enoletno zgodbo, povečali so strah, ljudje so bili prestrašeni in ogromno jih že obžaluje, da so se cepili. Tukaj sem pred 2 dnevi tudi gledala en čudovit videofilm od profesorja Suharit Bhagdija. Če bo mož ocenil, vam ga bo poslal link, da se ga boste pogledali. On izjavlja kot profesor, kot doktor v tem filmu vse dokaze, da morajo takoj ta hip odstraniti vsa cepiva iz celega sveta, da so absolutno škodljiva in nepotrebna. In dajmo skupaj reči ne in bo ta ne, ne. Hvala lepa. Najlepša hvala, Viljana, za to spodbudno besedo. Glede na to, kako so nas zapekali zdaj odrezati tole vrvico pri vseh teh ljudeh, ki so dobili plačano in ki imajo moč, oblast in denar, bo zelo težko reči ne in tako je vse to. Jaz se strinjam, da to bi moglo zdaj zginiti iz površine in da zaživimo življenje, kot je pravo. Bravo. Ja. Trudimo se, da delamo na tem in tako da prosim, evo, beseda je vaša, dragi člani, prosim za vaša mnenja, za tisto, kar se vas je dotaknilo, kar ste doživeli, tako da, evo, dobrodošli v debatnem krožku. Ja, pozdravljeni. Zdravo, Ludvik, izvoli. Slišimo. Jaz imam eno vprašanje, prej sem slišal, ne vem, si je nekaj razlagalo v enem papirju, ki ga boste natisnili, ne vem, da lahko date tam potem vsakemu posebej. Zdaj mene zanima, to ste vi mislili bolj za trgovce, oziroma ne vem, za kam je bilo to bolj mišljeno. Ker jaz bi namreč oziroma radno, če bi obstajal kakšen takšen papir tudi za zdravstvo, recimo jaz sem veliko okrog teh doktorjev motim, pa bi da bi tam lahko, tako da viješ noter, da že začne neka sestra tam otrujati za masko, pa tak naprej, ne, tako da bi potem predlagal ali pa kakakole, če bi kdo to. Ludvik, to je mišljeno predvsem za generalno tistega človeka, ki ti nastavi blok. Za študenta pred vhodom v bolnico, recimo, ker zdaj te mladi ljudi postavljajo, ki jih plačajo, ti ljudje tam pač, tam mladi ljudje poslušajo, hočejo zaslužiti,
so poslušni izvajalci navodil in ne vejo teh stvari, ne poznajo, ker pač se ne ukvarjajo s tem, se gre cepiti, ker pač to sliši in živi svoje življenje, žura. Takim ljudem, ki nimajo tega uvida, ki ga imamo mi, se da tak list, kjer so informacije. Maska, zakaj ja, kje je dober, na kakšnih delovnih mestih se uporablja maska in kje ne in zakaj ne, kje je zakonita, kje ni zakonita. Dalje, testi, ki se upravljajo, pri kakšnih vrtljajih oziroma spinih se ugotovi, da je človek pač, da ima virus ali pa da ga nima, ne? Da se to strokovno pove, kje so ti filmi, kje so ti znanstveni članki. Dalje, cepivo, da to ni cepivo v klasičnem pomenu, ampak da samo besedo uporabljajo za prevaro, gre za gensko terapijo. To se pravi, gre za tehnologijo, ki ti jo dajo v telo, ki ni klasično cepivo. Gre za besedno prevaro. Besedo cepivo uporabljajo za to, da bi nas pač uničili ali da bi umrli. Skratka, jaz to povem bolj laično. Stvari sem toliko prebral, da ko gledam te stvari, kaj pravzaprav vse to cepivo ponuja, je zdaj neke boosterje delajo tako, da ljudje, ki so cepljeni, pa se morajo še vedno testirati in celo po nekih informacijah širijo nalezljivost, kar je zelo hudo, ker misliš, da si zaščiten, pa nisi. Je zelo hudo, ko postaneš antena, ko se bo priključil 5G in postaneš vodljiv in zgubljaš pač svojo osebnost, svojo dušo, postaneš samo še robot. To so zelo hude stvari, tako da bi potem v nekem delu bilo povedano, kaj je cepivo in kaj ni cepivo, kaj je terapija in kaj je to novo cepivo, kaj prinaša, kakšni so rezultati. Slišali smo, Nancy nam je zelo lepo povedala, da pač ZNB z 3., 4., 8. pač preneha veljati, bo neustaven in tudi vsa cepljenja in vse to, in da se pač te stvari povejo zakonsko, strokovno in da je na enem listu več teh informacij za te ljudi, da ko prideš na pumpo, na pošto, pred bolnico, pred Špar in temu človeku poveš, glej, kaj ti počneš, te stvari so takšne, poleg tega še vse nezakonito in da imaš eno orožje, a ne? Poleg seveda vseh stvari, ki so pač po evropskih standardih, povedane, da je to svobodno in da te doben ne sme za to priseljevati. V tem smislu mislimo sestaviti en ta generalen list, ga dati na splet, da si ga doma sprintaš in deliš okrog. To je bilo mišljeno. To je bilo fino nekaj takšnega, res že, da nekako na prvo žogo že imaš kaj za dati, ne? Ja. Ker v nasprotnem primeru pisati vsakemu tam tistega opozorila, pravno obvestilo, to je že potem, ne, veš. Jaz sem, Ludvik, jaz sem v tem mailu, ki sem ga poslal, ne, na koncu že navedel pravne člene za določene primere, ki jih lahko uporabiš v neki stvari, ampak to je v bistvu z pravnega vidika. Ljudje rabijo pa seveda tudi tehnično v raznih primerih, vzorcih, ker teh člankov je in z ene strani in z druge strani. Se pravi, prepričevalnih, zakaj se cepiti, pa potem tudi nasprotna stran, ki pove, zakaj pa to ni cepivo in zakaj se ne izvaja te genske terapije, ker ni preizkušena, ker smo navadni zajčki trenutno. Ne? Tako da to mislim, da bi bilo dobro imeti. Kaj ti meniš? Ja, itak, na vsak način, ne. Ja, okay. Čim več takšnih stvari, ne, ker potem že ima neko težo, ko imaš, jaz smo itak, že vse tiste zakone imam sprintane, pa vse to, tako da imam to vedno sabo, ne, v torbici, tako da samo vlačim, ko je potrebno, ne. Ja. Zdaj trenutno ni toliko sila, ampak verjamem, da bo po 15 spet začeli stiskati, ne, tako da. Ja. Zdaj še eno drugo vprašanje, prej enem omenil, da se nekje vidi po številkah, s katero dozo je nekdo cepljen, 1, 2, 3 številka, ne vem, da ena številka je placebo ali kak. To je iz zanesljivi vir, ne. Zanesljivi vir je ta, da je številka 1, ker pač ti prideš tja in odvisno od pomembnosti, a si predsednik vlade, razumeš, ali si tak, ki bo mal proba, ali pa tak, ki si za odstran, imajo 1, 2, 3, vendar ti te številke na kartonu nimaš. Ti imaš samo katero cepivo, ne veš pa, je to cepivo placebo, ali je manjša doza, ali je pa taka doza, ki funkcionira na polno. In to je katastrofa, ker to bi moralo javnost biti o tem seznanjena, pa ni. Ja.
Tako da tega ne moreš preveriti v bistvu. Ne moreš preveriti, ne. Loterija, Prosim, Ludvik, hvala lepa tebi. ruska ruleta. Kje ste danes zgovorni, vedno glasni? Dajmo kaj povedati v zvezi s tem oglaševanjem, kako preprečiti stvari. Bi še tlele kdo kaj povedal, prosim? Ja, ja, Sem vprašala za tole zeleno kartico. ja. Moja hčera je pred 3 tedni že dobila, preden smo na morje šli, pa je bila, ne vem, smo jo vpisali 2 meseca za nami, mi pa, jaz pa z mojimi starši pa še nismo dobili. Kdaj bo še te kartice? Ja, takole vam moram povedati. Tukaj v studiu, kjer smo pri meni, so priče, ker smo poslali od prvega do zadnjega čisto vsem pošto. Javljajo se ljudje, tako kot ste zdaj vi povedali, nekomu je prišlo, nekomu ni prišla. Ne? Jaz imam občutek, da, ker smo precej te pošte pošiljali, da je to na pošti se kje, bom rekel, nenamerno kje zgubilo, ali pa ker je bilo tega veliko, so kje kaj pogubili, ne vem, kako kaj. Skratka, gledajte, koverte so enotno napisane, gor je ime društva. Marsikdo nam nagaja z različnih koncev, kakor je videti, a ne? Probamo pač delati z največjo možno ljubezni in razumevanjem, ampak je nasprotna stran, ne gleda nobenih pravil, tudi če uslugo plačaš, očitno ne pride. Zato, če niste dobili, pa ste kdaj v Ljubljani, pridite sem, pa imam jaz tega ogroman narejenega, sem naredil več, kot bi bilo potrebno, zaradi tega, ker sem računal, da se bo to dogajalo in pač nek duh mi je povedal. Tako da imam te zelene kartice, ja. Pridite, ali pa, če ste oddaleč, povejte, na mail mi pošljite, nismo prijeli še zelene kartice, to pa to na ta naslov, prosim, pošljite. Zdaj, če ste družina, pa dam noter 3, bom dal 3 v eno koverto. Zavedati se pa morate, da je vsak od vas dobil v svojem, že kakor so bili prijavljeni na svoj naslov, je bilo poslano. Zakaj ni prišlo? To ste me vprašali preveč, lahko samo ugibam na način, kakor sem ga zdaj podal, druge razlage nimam. Bilo je pa poslano vsem. Prosim. Lahko jaz nekaj. Ja, Duška, izvoli. Ja. No, to, ko so se pogovarjali prej glede tega oglaševanja, v bistvu, kako bi se dalo tudi lotiti zadeve, ne. Dobesedno, če vidiš kjerkoli, oziroma kdorkoli vidi kjerkoli od nas, kakega človeka, ki druge nagovarja k cepljenju, ali pa da to nas nagovori, da se enostavno stopi do njega, se ga začne snemati, se ga vpraša po tem, ali so ta cepiva varna, ali so eksperimentalna, ali to nekaj. Ali ima sploh dovoljenje in tako naprej, a ne? Tako, in se mi zdi, da če bi vsi na tak način postopali, da bi tudi ti oglaševalci malo začeli paziti, ne? Da ne bi si upali toliko nagovarjati. No, tako da lahko v bistvu vsak od nas s tem, pa ni sploh potrebna nobena agresija, ampak čisto enostavno, pristopiti pa... Ja, korajžno, brez strahu pristopiti, vprašati, kje ima dovoljenje, zakaj to počne tukaj, ravno tukaj, in zakaj ne tam, kjer bi se te stvari mogle, gre vendarle za virus, za nevaren virus, ki nam jemlje življenje, oni pa to na ulici tam pregovarjajo stvari. No, skratka, se priporočam, to je odlična ideja, iskrena hvala, evo, vsi tisti, ki se več gibljete, ki ste, ne vem, okoli po mestih in tako naprej, super. Alen, prosim, Alen Fortis. Ja, živijo. Živjo. Upam, da me slišite. Slišimo. Jaz sem pa poslam glede tega ZNB-ja povedati, da mogoče se ni dobro preveč veseliti, da je to vse skupaj padalo v vodo, ker to glasovanje janšističko je bilo po moje namerno, zdaj 80 poslancev je bilo proti, med drugim so pa takoj v isti sapi sprejeli za cepljenje vse poslanske skupine. Tako da mislim, da bojo septembra ali pa mogoče celo avgusta že poskušali spet kaj novega potakniti, to je bilo dobro to spremljati.
pa pripisati, pač, da je neko, poznam dosti ljudi, ki smo pisali, recimo tudi pošto poslancem na dom in na mail. Zaradi tega so tudi dali veto, po mojem, oni niso dali veto zaradi te knjige, ne, čeprav dvomim, da oni ne vejo, kaj delajo. Jaz mislim, da oni vsi to vejo in delajo načrtno, tako da bi bilo dobro mogoče paziti, da ne bojo avgusta probali spet kakšen tak nov ZNB, s kakšno črko dodatno, crko ali kaj je že zdaj na vrsti, bojo poskušali po moje. Ja, jaz se strinjam s tabo, ja. Kar se tiče oglaševanja, pa ne vem, moj doprinos, jaz sem 10 plakatov strgal v Ljubljani, preden sem šel na dopust. Sem vse skupaj posnel, pa tudi, če me bo kdo ovadil zaradi tega, pa napisal kazen, nič hudega. Bravo, bravo, bravo. To je to z moje strani. Najlepša hvala, iskrena hvala, Alen, za to čudovito opozorilo, ki je bistveno in glejte, trenutno ZNB, ki pač je tisti ZNB, ki velja, ampak so neke spremembe in predlogi, ki so jih uvajali v protikoronski zakon in noter so že uvajali te spremembe, ki se je pa zdaj izkazalo, da so v tem protikoronskih paketih vse te spremembe neustavne, nezakonite, neveljavne, nečloveške in nekoristne za naše zdravje. In je treba te protikoronske pakete takoj ukiniti in ne spoštovati. Pa ne, da bi nagovarjal po nezakonitosti, ampak če pišejo zadeve tako, kot pišejo v zakonu, je treba zakon potem spoštovati tako, kot je. In ta trenutek ni epidemije, ukrepov se ne rab. Danes sem prebral v časopisu, da jutri bo pa že, ne vem, oranžna, zelena, rdeča, kakšna varianta. Napihujejo mediji, tako da morate vedeti, da to je medijski virus. To je plačan virus in to nepravilno plačan, mimo pravilnika za oglaševanje. Tako da vsem tem bi bilo treba blazno kazen naviti medijem. A dovoliš? Ja, izvoli. Ja. Res sem hvaležna našemu članu, da trga plakate. Jaz pa vas spodbujam, da kamorkoli boste prišli in kjerkoli boste imeli priliko, povejte, da je advokat v Ameriki vložil tožbo proti ameriški vladi, da skrivajo 45.000 mrtvih zaradi cepljenja po 3 dnevih. To je dober podatek. To je resničen podatek. To je verodostojen podatek. Zaprisežena priča je to potrdila, ker je prišla insajdersko do računalniških podatkov, ker zbirajo te podatke. Kot veste, morajo pošiljati podatke. In te podatki so. In te podatki so bili razkriti za eno osebo, ki je imela pogum, sicer je še neznana, ampak zadeva je že na sodišču. Vložena je tožba za skrivanje resničnih podatkov kot posledice cepljenja proti koronavirusu SARS-2. To je narejeno. To je bilo narejeno par dni nazaj in mi smo lahko zadovoljni, da to informacija je šla v svet, jo imamo in jo lahko govorimo, ker je resnična. In to vas prosim, govorite o tem, da so dokazi. In ker so dokazi, lahko to govorimo. To ni predvidevanje ali pa misli naše, to so dokazi narejeni. Hvala, hvala. Ja. Je tukaj med nami še kdo, ki bi kakšno besedo v zvezi oglaševanja, v zvezi z izkušnjami svojimi povedal? Ja, pridi. Prosim, Ja. pojdi, prosim. Nič ni brez veze. Izvoli. Ja, glej, tole. Izvoli, Danica. Živja Danica tukaj. Jaz imam izkušnjo ne z nagovarjanjem, ampak samo pojasnjevanjem tega, kar se dogaja, in moji generaciji je nemogoče bilo prepričati. Ne vem, kaj so si mislili o tem, vendar v pogovoru z menoj nisem mogla prepričati praktično nikogar. Rekli so mi celo, da so v tem primeru intelektualci tisti, ki so rak rana našega okolja. Čim višje so intelektualizirani, manj je možnosti, da bi razumeli situacijo, v kateri smo, manj ne razumejo, da smo v resnici v življenjski nevarnosti. V tem primeru prosim,
kogarkoli, kaj je sploh za narediti. Tisto pismo, ali pa kakorkoli informacijo, ki bi jo ocenjevali ljudje, ki jo bomo mi delili, je vendarle stvar, ki jo izkušnja imam iz drugih društev, praktično nepomembna, ker tisti, ki je prepričan, vrže to v smeti. Stvar je dejansko, da tisti, ki je prepričan, da je to larifari, sploh nima smisla zgubljati energije in ga prepričevati. Žal. To je moja izkušnja, moje generacije. Hvala lepa. Danica, iskrena hvala za to izkušnjo. Vsekakor vemo, jaz sem nekomu pred časom, ko je k meni prišel kopirati diplomo, zaključno diplomo kot zdravnik. Imajo zdravniki posebne vrste diplomo, kjer obsega, mislim, da 8 strani njihova diploma, in sicer priznanje, na katerem piše, da je zdravnik, in notri 6 listov, na vsakem listu iz vsakega letnika izpis predmetov, ki jih je doštudiral. In njihova diploma je krajša kakor tole, ta pravilnik. Se pravi, nimajo samostojnega dela. Ker če bi samostojno študirali, dali znanstveno delo zdravniki, bi verjetno pustili svoj študij prej ali slej, glede na stanje in situacijo, kakršnokoli je. Tako da najbolj pametni ljudje, ki jih imamo za bogove v belem, nimajo samostojnih študij. Brez prosim, da kdorkoli karkoli zameri, sistem je tako nastavljen, mogli ste poslušati, morate ubogati, imate hierarhijo, ne smete razmišljati svojo glavo. Jaz sem izhajal iz enakega sistema, ker sem bil kaplan tukaj pri frančiškanih Marijinega oznanjenja toliko časa. Vem, kako hierarhija deluje. Ko so mi rekli, solato moraš, Mihael, sediti na perje, ne na korenine, sicer ne bo rasla, sem jaz to pač mogel narediti, ker če nisem naredil, so rekli, adijo, vozi, ti si neposlušen. Tako funkcionira zdaj ta sistem. In vsak, ki ima svojo glavo, ki razmišlja, ki raziskuje, dobi pa prej ali slej brco od zdravniške zbornice, ki ga obravnavajo, črnijo, bletijo, stigmatizirajo po vseh možnih medijih. Vsakega človeka, ki ima duha, dušo, in ta raziskovalni duh, ki je vsakem izmed nas, vsaj mi, ki smo tukaj, vemo in vidimo in se čutimo, je prav, da to gojimo. Ampak kako to prenesti na ljudi, ki so uškatlani, ker njihova glava pravzaprav računalniški zaslon ali pa TV oddajnik in hodi s temi poročili in drugega ne zna, kakor ja, se gremo cepiti, gremo na morje, petek za metek, pivo in tako naprej, in to je njihov življenje. Tle je treba tem ljudem, ne moramo vseh rešiti, zdaj Bog pomagi, tako je, ampak vsaj tisti ljudje, ki so na meji, ki se odločajo. Danes, veste, sedim na kavi tukaj pri Trubarju v Ljubljani in pravi en fant, ki pico raznaša. Joj, pravi, se peljem in vidim kolegico v vrsti za cepljenje. Prav sem se ustavil, sporočil stranki, da pridem 5 minut kasneje, da bo pica še kljub temu topla, sem stopil do nje, imam en list in mi je pokazal. Japonca, glej, tole je škodljivo, to je cepljenje, pokažem ti SMS od moje prijateljice. Cepila se je in glej, kaj piše tukaj. Žal mi je, da sem se cepila, ne spim, trpim, navedel je vse kontraindikacije, ki jih jaz ne znam ponoviti, kar je vse zapisala. V tistem trenutku se je ta deklica obrnila, ga objela in je rekla, hvala lepa, raznašalec pice je to naredil. Raznašalec pice. In mi tukaj, ki se izobražujemo, ali pa vsaj tisti, za katere mislimo, da so dobrodejno ali pa z dobro namero pristopili k društvu, pa se je izkazalo, da temu pač ni tako, mislim, da je prav, da se držimo te špure ali pa te smeri, hvala lepa, in da delamo vse, kar je na vsakem koraku, vsak posameznik je pomemben in vsak rabi informacije ravno tisti trenutek tam, kjer je. Tako da, če bomo šli tako naprej, bi jaz s temi besedami zdajle ob 19 pa 10 minut zaključil to uradno srečanje, vas pustim na Zoomu, razen, vidim, Klaudi, prosim za besedo, ja, nisem videl takoj, izvoli.
Ja, jaz sem hotela deliti tudi svojo izkušnjo s tem oglaševanjem. In sicer jaz delam v zdravstvu, sem vam tudi že posredovala ene dopise, sploh v zadnjih 3 tednih se vrši tako prek intraneta, pa teh sporočil, precej velik pritisk tudi od nadrejenih na podrejene, da prav poskušajo, prav navodila so, da ne prepričujejo paciente, ambulante ali hospitalne k cepljenju, tisti, ki še niso, ne. In tle mi je grozno, kaj se da narediti, jaz pač poskušam na tiho, torej da zaprem vrata od pacientov, pa jim pač povem svoje mnenje, da pač jaz se nisem in se ne bom in da odsvetujem, pa da ne dvakrat premislim. Ampak vidim, da izmeri več zdravstvenih delavcev pade pod ta pritisk. Že ko jih je pod cepitev padala, ko so toliko pritiskali, zdaj pa vidim, da tudi ne razmišljajo več, ko jih buzerirajo dobesedno, da ne nagovarjajo že tako ranljive skupine. Hvala lepa, res je to. Upam, da ta dopis, ki ga bo društvo sestavilo, upam, da si bom lahko tudi s tem kaj pomagala tudi v tej situaciji. No? Ja, to bomo v tem tednu naredili, nekako torek, sreda, dobite vsi in lepo prosim, tudi drugim povejte, ki niso tukaj prisotni, da to, kar boste dobili, da vsak pošle na vse možne naslove, ki bodo pripeti zraven, ker s tem bomo marsikomu odprli glavo, marsikdo bo začel razmišljati. In če ima kdo še kakšne informacije iz drugih domov, elektronske naslove, zdravnikov, medicinskih sester, ki bi lahko kaj posredoval, lepo prosim, pošljite, ker jim bomo napisali eno pismo, ki je že pripravljeno, in če pa to srca ne dvigne, če pa to srca ne omehča v tej situaciji, potem pa ne vem, kaj lahko še storimo. Glede na to, da je naša članica povedala, kakšne pritiske ima v službi, bi dala čisto rahlo dobro vest, da rok teh cepiv poteče konec septembra in zato tako hitijo. 5. oktobra. No, konec septembra, to se pravi 5. oktobra, rok poteče, licence tudi, imajo pa še ogromno teh cepiv na razpolago, zato so taki močni pritiski. Ne nasedajmo tem pritiskom, ker so povezani s finančnimi rezultati. In naprej, tako kot je Mihael rekel, da gremo naprej in da bomo res poslali na čim več naslovov to pismo, ki ga bo pripravil. Res hvala, Mihael, tebi danes čudovito se nam predstavil so to problematiko. Hvala. Če to žena reče, ko me zvidi kritizira. No, ne, to ni res, ne kritiziram ga. Ne, res ne, res je čudovit. Hvala vsem vam, ki ste z nami. Hvala vsem vam, ki ste na Zoomu, in tudi hvala vsem tistim, ki bo to preko Facebooka poslušali. Širimo to. Naše delo ni za nas, ampak za vse nas. Da bomo srečni, zdravi in radostni in da bo konec vsega tega. In hvala. Hvala lepa, še enkrat. Ja. Hvala tudi vam. Daš 2 stavka. Ja, izvoli. Jaz bi rad samo spomnil celotno publiko. Še sam sem se z srca nasmejal, ko sem videl Trumpa. Prav pa kaj se bojite? Zobe si umite, sodo popijte z vodo, pa je stvar urejena. In to je bilo kaj marca lani. Ja. Mi pa še kar verjamemo. Hvala. Ja. Hvala ti. Evo, da vam povem zgodbo. Gospod je slišal, kaj se tukaj dogaja. Je naš veliki podpornik, še ni član, ampak ker ve, da so društva javna in delovanje javno, se je udeležil in je dobrodošel pri nas. Tako da, hvala lepa. S tem bi jaz danes zaključil. Ob 9:15 vam pa puščam odprto do 21. ure, še tole, kolikor nam ostane časa na Zoomu, da se med seboj pogovorite, dogovorite, karkoli že. In če ima kdo kaj, naj piše, naj mi pokliče, s čemerkoli v zvezi sem vedno odprt za debato, za pomoč, karkoli bom znal in vedel, vsega ne. So pa med nami strokovnjaki in ljudje, ki pa marsikaj vejo, tako da dobrodošli tudi, če ste v Ljubljani na obisk, pa za kakšno idejo, za dogovor, sem odprt. Hvala lepa in vse lepo, srečno. Hvala. Hvala. Krasno, živjo. Živjo.